Tožilstvo je ovrglo ovadbo mariborskih kriminalistov zoper znanega vedeževalca Blaža Kneza, ki so mu očitali vpletenost v goljufijo s čiščenjem črne magije. Se pa postopek nadaljuje zoper prvo osumljeno vedeževalko. Ta naj bi 61-letno žensko z obljubami o čiščenju črne magije oškodovala za skoraj 250 000 evrov. Osumljena vedeževalka naj bi oškodovanko tako policija prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije. Izročila naj bi za okoli 165 000 evrov gotovine in nakit v vrednosti približno 50 000 evrov, da bi jih vedeževalka očistila črne magije in jih nato vrnila, a se to ni zgodilo. Žrtev je z osumljenko stopila v stik preko komercialne številke vedeževalca Blaža. Policija ga je sumila sostorilstva, tožilstvo pa je nato ovadbo zoper njega zavrglo, kar nam slednji tudi pokaže. Pa sem dobil od tožilstva, da je zadeva zavržena proti meni in da nisem kriv. Pač sumili so me goljufije, jaz tega nisem storil, povedal sem, da nisem kriv in pač nisem kriv, nedolžen sem. Da se utemeljenost suma ni potrdila, v zadevi pa je predlagan kot priča, sporočajo s tožilstva, kjer imen ne razkrivajo. Knez je sicer za žensko v preteklosti opravil, kot pravi, storitve čiščenja negativne energije in tudi izdal račun v višini več tisoč evrov. Vsaka stvar ima svojo ceno in tudi imam uradni cenik na spletni strani. Moj namen ni, da bi koga ogoljufal, niti prisiljeval. Gre vedno za individualno zadevo pri vsakem človeku in moj namen je, da pomagam ljudem. Z vedeževalko pa da je že zdavnaj prekinil sodelovanje ter da ne ve, kako sta vedeževalka in ženska na to sodelovali. Jaz sem že takrat povedal, da smo že zdavnaj prekinila stike, še preden je prišlo karkoli slabega in več o tem ne želim govoriti, ker je zadeva za mene zaključena in ne želim pogrevati stvari. Zoper vedeževalko pa se postopek nadaljuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije, pri čemer naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini dobrih 215 000 evrov. V začetku oktobra je bila zoper njo uvedena sodna preiskava.